Ker mlade vse in več zanima podjetništvo, je danes z nami Matjaž Pavlinjek, direktor in solastnik podjetja Roto, ki je po poklicu diplomirani gospodarski inženir. Hvala, da ste prišli. Pri uspešnih podjetjih velikokrat slišimo le o podjetju. Torej, kako bi vi opisali sebe in kako bi predvsem opisali vaš slog vodenja? Ja, zdaj uspešnost ne pride čez noč, ne. Zato treba dolgo garati. Poleg tega pa treba imeti znanje, ne. Če nima znanja, potem si na trgu neatraktiven. In seveda, potem pa je zelo pomembno, da se vsak podjetnik nauči dobrega vodenja, ne. Je pa zdaj, vsak ima malo svoj način vodenja. Moj osebno ni avtokratski. Jaz poskušam čim bolj motivirati ljudi, da delajo timsko in da komunicirajo na enem nivoju. In v bistvu to se kaže skozi samo kulturo podjetja. In potem posledično tudi na rezultate samega podjetja. Torej, posledično, katere vrednote so vam najbolj pomembne pri zaposlenih v vašem podjetju? Torej, več vrednot je pomembnih. Zdaj lahko začnemo recimo pri kreativnosti, ne. To je tudi povezano z mojim slogom vodenja, ker jaz dopustim ljudem, da so kreativni, da v bistvu svojo kreativnost maksimizirajo in s tem potem tudi posledično so zadovoljni, ne. Niso pa vsi kreativni, ne. Treba pravi ljudi dati na pravo mesto in na ta način bodo najbolj funkcionirali. Od vseh pa pričakujem, da so pripadni podjetju, da se trudijo in da vlagajo v svoj lasten osebni razvoj in pa seveda v znanje, tudi v firmi praktično vlagamo v njih, tako da potem iz tega izhaja, da lahko tudi performance podjetja na pravem nivoju, pa tudi konkurenčen na globalnem trgu. Torej, delate na tem, da zaposleni izkoriščajo to, kar jim je dano in ne delajo na tem, kar jim ne gre. Ja, zdaj vsak od nas je nekje boljše, nekje ima težave, recimo. Tisti, ki ima problem s komunikacijo, pa mogoče je odličen inženir, ne. Tisti potem riše stvari, ki so vezane bolj za interno, za programiranje, ne. Tisti, ki je odličen, da je ekstravertiran in je odličen v komunikaciji, tistega pa potem damo recimo na komunikacijo z kupcem in da recimo usklajuje nove projekte. Torej, zelo pomembno je, da se identificira posameznika, da analiziramo, v čem je tista njegova vrlina, ki je najboljši, in ga potem probamo prerazporediti na tisto delovno mesto, ki mu je pisano na kožo. Torej, če bi danes odprli čisto novo podjetje iz absolutne nule, kako bi to storili in kakšne cilje bi si predvsem zadali? Ja, zdaj treba najprej razmisliti. Za novo podjetje moraš imeti najprej dobro idejo. Zdaj, ta ideja lahko izhaja iz nekega hobija dostikrat. In če bom rekel, si v nekem hobiju dober, pa veš to spraviti v realizacijo, je to najboljše. Drugače pa, če pa vidiš, da ni prave ideje, ne, pa potem tudi nimaš kapitala od zadaj, ne, da je mogoče boljše, da si nekje zaposlen in potem gradiš kariero znotraj določenega podjetja, ki ima neko vizijo. Dandanes mladi idealizirajo biti sam svoj šef. Bi rekli, da ima toliko dobrih plati ali bi izpostavili mogoče kakšno slabo plat? Ja, zdaj sam svoj šef se sliši lepo, ne. Saj na nek način vsaka persona je sam svoj šef. Izven delovnega časa si sam prerazporediš, kaj boš delal. Ampak v službi je pa tako, ne. Sam svoj šef pomeni, da moraš biti dobro organiziran, moraš se naučiti biti dobro organiziran, najprej sam s sabo. Šele takrat lahko ti znaš organizirati tudi druge. In če imaš te kompetence in to znanje, potem seveda lahko razmišljaš v tej smeri. Je pa, kako sem povedal, dosti tudi povezano s kapitalom, ne.
dan danes brez kapitala, če ga nimaš, nima smisla, da razmišljaš o svojem podjetju. Lahko razmišljaš v tej smeri, da se povežeš z nekom, ki ta kapital ima, in potem na nek način skupaj gresta v neko konfiguracijo podjetništva. Drugače pa moram povedati, da jaz cenim ljudi, ki so znotraj podjetja uspešni menedžerji, torej ali so sposobni vodenja, menedžirati en oddelek ali pa določen proces. Hkrati pa cenim tudi ljudi, ki niso tega sposobni, pa so specialisti na svojem področju. Torej, bom rekel, da nekako zelo oboje cenim na istem nivoju. Tako da, bom rekel, znotraj podjetja, če si dober menedžer, si tudi na nek način lahko svoj šef. Torej bi rekli, da je pritisk danes večji na mladih podjetnikih, ki začenjajo svoje podjetja, ali na že ustaljenih vodjih večjih podjetij? Sigurno je pritisk na novih podjetjih, na startupih definitivno večji, zato ker imajo definitivno limitiran čas, da pride do točke preloma, da podjetje začne biti profitabilno in se pravi, postati dovolj likvidno. Če si, bom rekel, če gledam mlade, pa imajo možnost se priključiti določen podjetje ali, bom rekel, družinska podjetja, ker mladi na nek način imajo možnost se vključevati v posel družinskega podjetja, je to definitivno en benefit, ki se ga splača izkoristiti. Roto velja za uspešno pomursko mednarodno podjetje, ki je na trgu prisotno že več kot 70 let. Trenutno zaposluje več kot 500 delavcev, njihova proizvodnja se pa razprostira po številnih tovarnah v Evropi. Izdeluje različne produkte iz polimerov, od čistilnih naprav pa vse do čolnov. Kako bi pa vi opisali vaše podjetje v enem stavku? Zdaj, mi smo 2-3 leta nazaj si zastavili novo vizijo, ki pomeni, da torej naš proces proizvodnje se imenuje rotomolding, rotacijsko litje, in naša vizija je, da ta proces znamo v bistvu narediti trajnosten. Sicer se te besede ogromno ponavljajo vse povsod, ampak dejstvo je, da tisti, ki se ne usmeri trajnostno, je, tako je rekel Shakespeare, be or not to be. Če ne greš po tej poti, te čez čas ne bo. In zdaj to trajnost znotraj podjetja smo definirali v bistvu v 3 stebrih. Prvi steber je uporaba trajnostnih materialov in pa visokotehničnih materialov. Torej, poskušamo en del reciklatov vključiti v naše proizvode, kar pomeni, da s tem postanemo na nek način 2-3 obrnemo en isti material znotraj proizvodnega ciklusa. Druga smer trajnosti je trajnost samega proizvodnega procesa. In torej gre za to, da naš proizvodni proces je energent, za to je zemeljski plin. In seveda, mi smo že 5 let nazaj začeli uvajati novo tehnologijo, tako imenovano robot molding, ki je greta v bistvu na električno energijo. In s tem robot moldingom smo tudi delovna mesta robotizirali in omogočili, da tudi v naši proizvodnji dela ženska delovna sila. In to je velika prednost. Zdaj imamo 18% zaposlenih proizvodnje so ženske in zaradi te ergonomije delovnih mest je to seveda možno, kar prej ni bilo mogoče. No in tretji steber same trajnosti se pa kaže v samih proizvodih. Ta zgodba je sicer že pa nas daljša, mi že več kot 20 let proizvajamo čistilne naprave, ki rešujejo problematiko fekalne vode. Pred 7 leti smo ustanovili novo podjetje, ki je na lokaciji Jesenice, in tam delamo
čistilne naprave, ki so v bistvu rešuje problematiko industrijske vode, kar pomeni postrojenja, ki so izjemno zahtevna, ampak to tehnologijo imamo in je edinstvena in ta trg v bistvu je še potencialno zelo velik. Zato tudi ogromno energije tja usmerjamo in s tem prispevamo k trajnosti našega planeta. Pa potem recimo še en takšen produkt bomo omenil, recimo baterijske sklope v ladijskih kontejnerjih, se pravi 40-fitni kontejner, ki damo noter baterijo, podobno, ki ima Tesla, vendar z drugo tehnologijo, ne litij-ionsko, z vanadijevo, torej na osnovi vanadija. Vanadij ima dosti daljšo življenjsko dobo in ekološko ni tako, torej ni tako sporen in tudi nevnetljiv. Tako da skozi te 3 stebre mi kažemo svojo vizijo in pa potem dolgoročno zavezanost za trajnostni razvoj in prispevek k trajnosti. Kako pa pritegnete ciljne kupce vaših produktov? Zdaj, pri kupcih je vedno, če se vrne nazaj na ekonomsko fakulteto, kot so nas učili, to še vedno zdaj velja, torej tako imenovani 4P pristop: product, price, distribution in promotion. Ne? In vse te 4 faktorji morajo biti zadovoljivi. Torej, moraš imeti vrhunski produkt, ki je up to date, še boljše, da je malo pred časom. Ne? Potem važna je cena, pa ne vedno, da je cena nizka. Včasih je dobro, da je cena visoka, s tem, da je cena višja, potem tudi produktu dodaš neko dodano vrednost. Potem je pomembno, kakšne distribucijske kanale imaš, če imaš pravo mrežo svojih distributerjev, dilerjev, importerjev. Brez tega danes ne moreš funkcionirati. Ni vse preko, ne proda se vse preko interneta, torej preko distribucijske mreže. Torej, to je zelo pomembno, da imaš. In potem promotion marketing. Ne. Tudi marketing je pomembna točka, ki se včasih določeni zanemarjajo, ampak z kvalitetnim marketingom se da tudi dodati pomembno dodano vrednost produktov. Teda, to je zelo pomembno. Ne. Jaz pravim, še ena stvar je zelo pomembna. Ne. Ta produkt mora biti izjemno tehnično dovršen. Torej, jaz dostikrat vidim, da ne odločajo v podjetjih vedno prodajniki, ampak ljudje, ki tudi tisti nabavniki, ne, ampak tehniki. Ne. In če imaš ti tak produkt in pa seveda, kar je še pomembno, komunikacija med tehniki pri nas in tehniki v podjetju. Če tu kemija štima, če je komunikacija na pravem nivoju, potem bomo rekel, si preferirani kot dobavitelj. V preteklih letih je bil Rotor prejemnik številnih nagrad. So vam nagrade spodbude, da nadaljujete s tem, kar že počnete? Ali vas kdaj tudi spodbudijo, da izboljšate katera področja? Zdaj, nagrade je sigurno eno priznanje, da delaš dobro. Ne? To je vsekakor dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da nismo obremenjeni s tem. Torej, nikakor ne grem vsako jutro v službo zaradi tega, da bom enkrat dobil nagrado. Ne? To je zelo pomembna tako imenovana poslovna odličnost, ki se kaže v KPI-jih, v kazalnikih. In ne samo v finančnih kazalnikih, ne? Tudi v kazalnikih procesov, ne? Tudi v kazalnikih zadovoljstva kupcev, kazalnikih zadovoljstva zaposlenih. Pa ne nazadnje v kazalnikih, kako vplivaš na regijo, na okolje, v katerem živiš. Tako da na nek način to je zelo pomembno, da jih vedno spremljaš. In ti kazalniki, naše pravilo je tako, da kazalniki so, torej moraš poslovati, torej podjetnik mora poslovati tako kot pilot v letalu, moraš gledati števce, ne? Moraš torej motor
reduktor in podobno. Ne. Moraš gledati naprej, kam letiš, se pravi, moraš imeti vizijo in moraš gledati tudi dol, da vidiš, da če ti motor odpove, da veš, kje boš pristal. Torej, tu v podjetništvu moraš gledati, če prije kaj narobe, moraš imeti plan B oziroma safety exit, kako boš rešil situacijo. Kje najdete motivacijo, da stremite k temu, da ste vedno boljši, ali vedno ostanete motivirani za trud in delo? Bo rekel tako, ne. Tako sem že prej omenil. Vsak dan, ko grem v službo, če ni kreativnosti, potem ni tudi užitka. In na nek način, jaz sem osebno dosti spet v razvoj, ne samo podjetja, ampak predvsem razvoj izdelkov. To je tisto, kar me veseli. In če lahko svojo kreativnost na nek način iz glave dam na papir in iz papirja dam v realnost, to je v bistvu nekaj najčudovitejšega, kar se ti lahko zgodi. Na nek način, ko se naredi nek nov izdelek, je tako, kot če bi se ti rodil otrok. In bom rekel, s tem namenom tudi vsak dan vstanem in sem prvi, ki sem v podjetju. Kje vaše podjetje vidite čez 20 let? Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Zdaj 20 let je dolga doba, ne? Včasih je bila, danes se svet vrti dosti hitreje, kot se je včasih. Pa bom rekel, 5 do 10 let je neko obdobje, ki ga v podjetništvu zdaj nekako probamo začrtati pa narediti neko strategijo. Dosti sem že omenil, v bistvu gre za to, da bomo določene procese, ki jih imamo, probali torej narediti iz uporabe, kjer uporabljamo zemeljski plin, bomo prešli na električno energijo. To je, kar se tiče proizvodnje. Drugače pa mogoče ena stvar, ki jo razvijamo, zdaj že kar nekaj let, je program Rotonautika. In ta program želimo na nek način razviti do te mere, da bomo en pomembnejših igračev na evropskem in svetovnem trgu. Gre za to, da v bistvu čolne, katamarane, ki jih razvijamo in jih imamo že v programu, so narejeni iz polietilena in polietilen je reciklabilen. In v svetu je velika težava, da trenutna proizvodnja, ki je čolnov od recimo 4 metre naprej, je večinoma iz poliestra, torej iz kompozita, in ta kompozit je zelo težko reciklirati. Mi imamo to rešitev, mi imamo produkt, ki je tudi strukturno, ker je trislojen, strukturno dovolj togen, da je po performansu primerljiv z kompozitom. In v bistvu smo pionirji v tej tehnologiji na globalnem trgu. Seveda to hočemo izkoristiti, ker na nek način ta time frame je pravi zdaj in zdaj na nek način želimo ujeti ta val. Torej se mi zdi, da mladi, ki hočejo postati podjetniki in na konec koncev tudi mladi podjetniki, lahko veliko odnesejo od že uspešnih vodij, ki že več let imajo več let izkušnje in več let vodijo svoje podjetje. Zato imamo na konec nekaj bolj zabavnih, hitrih vprašanj. Kdo je vaš najljubši glasbeni izvajalec? No, jaz sem generacija 80-ih, 90-ih in takrat smo poslušali rock. Zdaj nisem en, najbrž takrat so bili popularni Michael Jackson, Bon Jovi, Rolling Stones ali pa tudi hrvaška muzika, Plavi orkestar in podobno. Skratka, vse, kar je rock, pop, tisti je še vedno mi najbolj pri srcu. Je pa res, da tudi mojim otrokom je ta muzika všeč, čeprav bi nekdo rekel, da je zastarela, pa ni res. Vedno, ko gremo na koncerte, jo ta muzika navduši. Tako da
Stara klasika. Smo doma muzičari in tudi to špilamo. No. Če bi lahko bili katerakoli oseba, katera bi bili? Ne vem, kaj zvem. Mogoče nekaj, kar še nisem probal. Ne vem, kakšen komedijant. Matjaž Jovšnik, recimo. Nekdo, ki bi zabaval ljudi. Ne? To je najbrž fajn. Ja. Taki ljudje se mi zdi, da so vedno veseli. Pravijo, da prinesemo drugim smeh na obraz, prinese tudi nam smeh na obraz. Tako je. Če bi se pa lahko preselili na katerokoli destinacijo na svetu, kam bi se preselili? Nedaleč. Ne? Tu mi ne vemo sploh, kako nam je fajn v Sloveniji, če greš malo po svetu. Ne? Goričko je čisto v redu. Ne? In po moje ne rabiš iti daleč. Ne? Torej, vaša sanjska destinacija ostane v Sloveniji. Vsekakor. Če ne bi bili direktor, kateri poklic bi izbrali? Pa najbrž bi bil pilot, ker to že sem in tudi to je moj hobi. Dosti letim z balonom. Tu sem tudi vključen v organizacijo državnega prvenstva vsako leto. In seveda to je taka najbrž lahko tudi služba, lahko je hobi. Tako da to je nekaj, kar človeka sprosti. In če na konec, kaj je vaš življenjski moto? Jaz mislim, da je pomembno, da tisti, ki dobro misli in dobro dela, da se mu to vrača. In ta koncept sem na nek način si zadal, da mu sledim. In mislim, da je tudi prav. In seveda mislim, da vsi to vemo, da to špila. Najlepša hvala, da ste danes prišli in najlepša hvala vam vsem, ki ste nas poslušali.